Jaz moram reči, da sva z Nino že nekaj časa razmišljala v bistvu o tem današnjem večeru, ker oba dva imava veliko afiniteto do glasbe. Lani sva izpostavila, mislim, da je bilo 40 let novega, 40 let KLG-ja, tako da rockersko smo že dali čez, sva pa nekaj časa razmišljala o tem, kako neko večerno debato napeljati na elektronsko muziko. In tukaj enostavno v Kranju je ena in edina oseba, s katero seveda lahko to predebatiramo. Tako da sem vesel, da po 2 letih in pol našega cikla Globusalno sem znova samo z enim človekom na odru, običajno imamo 2, ampak Slave, jaz sem prepričan, da midva bova imela toliko zgodb za povedati, da enostavno si nismo upali še koga poklicati zraven. Za začetek te moram vprašati, Slave, kaj je bila tvoja prva kaseta? A se spomniš, kaj je bila prva kaseta, ki si jo imel? Vatrni poljubac. Ok, bravo. Kaj pa prvi CD? Po moje, da je AC/DC. Prva plata? Tudi AC/DC. Ok, mislim, da iz tega zdaj Slave nekako izdal to, da pred elektronsko kariero si bil metalec. Tukaj, da se nekako vrneva na začetek, da pravzaprav poveš, kako si sploh prišel do neke želje, da bi ustvarjal muziko. Sam si rekel, bil si metalec, pevec, organizator koncertov, v glavnem nekako si se pojavil na sceni. Kaj je bilo tisto, kar te je pritegnilo k muziki? Tako vem, to je v bistvu vse, kar malo tako preskakval. Jaz sem bil pač kot metalec, valjda smo bili proti temu, kaj je to elektronka, to sam neki play pritiske, to ni nič, bla 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 bla. Pa se je pa začel, ne vem, tudi tam ena deklica, tam ta blondka je zraven, recimo tudi ona je kakšne take čudne bende poslušala, ki so bili že bolj na elektronko obrnjeni, pa skozi bolj počas preklaplaš. Pa sem šel pa v Amsterdam 90-ga, tam sem se začel pa kupovati taki CD-ji, tudi za brata od moje žene. Tam sem pa srečal, ne vem, take komade, take bolj smešence, tako kot je bilo v punku, ko so bili parodije na recimo Bob Marleya, pa take scene, take so imeli tudi te hardcore, rečemo temu hardcore, takrat elektronka. A bi ti v bistvu prešaltal, se ti zdi, da bi prešaltal kadarkoli na elektronsko muziko, če ne bi bilo tega Amsterdama, če ne bi bilo teh CD-jev, če ne bi spoznal v bistvu te glasbe? A bi sam trajal dlje časa? Je mogoče model trajal, ampak verjetno bi, zato ker tudi, sem vrtel gor v Delavcu, recimo, pa sem metal vrtel, ne. Pa recimo, kad tega glavnega DJ-ja ni bilo, kaj mu kaj za skakati okola, pa karkoli, sem šel pa jaz na mestnega, pa sem tam pa vrtel, ne vem, in Depeche Mode in vse ostalo, pač se sem poznal glasbo tudi v zadnja, ne. Ampak elektronka pač pa prav, sama elektronka pa tako, verjetno bi model trajal, ampak takrat je bil tako tak boom, da bi šlo verjetno kar. Si pa v bistvu, ko si se vrnil nazaj iz Amsterdama z vsemi temi CD-ji, začel imeti večere v Črnem baronu. Mislim, da si mi rekel, da je bil Črn baron preskok, kjer si ti ratal v bistvu ta DJ, ki si vrtel plate iz Amsterdama, kar je bilo leta 92. 93, 94, mislim, ni bilo to glih sam elektronka tisti večer, ampak ja, več ali manj je bilo zelo veliko je bilo elektronke, to je bil kakšen večer, tam se je bolj vrtelo v bistvu tako, tam sem rolal recimo dost metala, rocka, komerciale, popa, pač glasba čisto, tisto, kar se je vrtel na MTV-jih pa tipidarja. Si pa v bistvu vsa 90-ta se vračal v Amsterdam in včeraj si mi omenil, da se je ena prelomna zgodba zgodila, ko si ti dobil gramofon, ker mislim, da najbolj boš sam rekel, kaj pravi DJ oziroma kdaj res prepoznaš ta pravega DJ-ja? Kdaj dojameš, a je človek res dober DJ, kaj mu narediš, kaj postaviš pred njega? Ja, danes je to velik meme, ki hodi okoli, ne, v bistvu vsak je DJ danes, dokler ne postaviš tele 2 stvari pred njega, to sta pa 2 gramofona. Ne. In kdaj si ti dobil 2 gramofona in kako? Ker to se mi tudi zdi, da je pomemben. 96 v bistvu, jaz sem gor živel, v Amsterdamu sem živel, pač bil sem gor en mesec, pa en teden doma, recimo, en mesec gor, en teden doma. In pa je tako, ker sem pri njemu stanoval, v bistvu, ker sem bil pri njemu stanovanje, on je bil tako skozi delal v studiu, ga nikoli ni bilo, je rekel, ti si lahko klele, sprehajaj se, koliko te briga. Pa sem mi pa kar en dan prinesel, so mi prinesel 2 Vestaxa, pa Vestax mešalko, pa 3 plate. In kako si začel trenirati? Saj sem vedel, za kva se gre, sem že prej organiziral partije, sem bil z DJ-ji, sem se družil z njimi, sem vedel približno, za kva se gre, pa sem probal. Pa sem pa videl, da če sem v 15 minutah 10 sekund ujel ritma,
bo šlo. Bela cesta, da ga nam pa še malo dol, ja. Kako si pa, kje so bile te 3 plate, ki si dobil? A se spomniš Pojma slučajno? nimam. Ne. Ne. Dobro. Sem mislil, da je kakšna taka bila prelomna. Veš, to, vsak pameten bi si to podpisal, pa spravil, pa imel za spomin, pa vse, jaz pojma nimam. Da mi še povej, kar se tiče pol tega imena. Ne? Dejansko si ti ratov Vestax zaradi darila, ki si ga dobil. Načeloma ja, jaz mislim tako, enkrat je prišlo pa do tega, da kao, kva pa zdaj... Sam mikrofon pazi, da ga imaš čim bližje. Ok. Sam pa je preveč... V redu je, mislim, da bo lahko tako le. Ja, v bistvu je tako, da enkrat je prišlo do tega, kao, dej se na flyer napisati ime, ne? Kdo si? Fuck, kva sem, Vestax. Pa smo uporabljali, normalno napisal, kar je bil gramofon, VESTAX. Pa sem pisal v tej firmi Vestax, sem rekel, jaz bom kar vaše ime uporabljal, ker pač so gramofoni prvi vaši, pa vse, oprema je vaša, pa vse. Pa sta bila 2 maila, pa sem kar na oba 2 poslov. Z enega so mi pa pisali, da ja, super, majica, kapca, ne vem kva nam dobu sem. Z drugega so pa napisali, da mogoče raj ne. Pa sem čakal 1-2 meseca, ni bilo kapce, ni bilo majice. So spremenil Z in to je to. Dejansko od takrat naprej si Vestax. Tako. Super. Je pa res, da si tako kakor DJ imaš tudi alter egote, ne? Ni to edini ime, ki ga imaš, edini ime, pod katerim si izdajal. Zdaj, Slave ima za sabo 500 izdaj, mislim, da si mi rekel. 650. 650 izdaj. In niso bile vse izdane kot Vestax. Si imel tudi druga imena. Se najde, ja. Imaš Glorijo Vestači, recimo, ki je bolj tako kao neka nežna duša, vsemu temu, tako rečemo. Ne. Glorijo Vestači. Ja. Super. To nam je Kancijani potalo imena, je rekel, zakaj ne bi vsi špagetari pač, tako kaj je on Kancijani, a ne. Tine Kocijančič, ne? Pa sem bil jaz, ne vem, Slave, Slava, Glorijo, Glorijo, Vestax, Vestači. To je to, drugo imam tudi, ne vem, Drag Iša, a ne. Skup se prebere Dragiša, pa je Ljub Iša, ki je Ljubiša, pa imaš Brig Ameres, Brig Ameres. Tako da kar take speljanke v bistvu so se norca delali. A veš, da ko si mi zadnjič rekel Brig Ameres, nisem dojel. Ogromno folka ne dojam. O moj bog, no, okay. Ampak to vse seveda so ti alter egoti potrebni, ker doskrat narediš kakšen komad, ki ga enostavno kot Vestax ne moreš izdati, ker je drugačen od tega, česar si čisto, mislim, svoj stil je, ali pa ene svoje elemente ima noter, ki jih jaz recimo nikoli ne bi dal kot Vestax v bistvu. Tudi te komade nikoli nisem vrtel, pa nič. Folk jih je vrtel, jaz jih nisem, meni so bili Zebanci je narejeni doma v 15 minutah, ampak tako, dajmo jih ven, če že. Ne vam seveda rečem, da če kadarkoli kdo med vami ima kakšen spomin, anekdoto, če Slave kaj reče drugačko, kar je bilo, če se kaj izlaže, prosim, tlele imamo priče, tako da kar dvignite roko in ga popravite. Je pa v bistvu sred 90-ih bilo, po moje, biti med Amsterdamom pa Kranjem, med Kransterdamom in Amsterdamom res nekaj posebenega. Takrat, kako si doživljal ta nek vzpon cele elektronske kulture in odprtje ambasade Gavioli leta 1995 in neko zanimanje konec koncev tudi za elektronsko glasbo, za tehno. Jaz imam feeling, da tista srednješolska leta, to se pravi v mojem primeru pozna 90-ta, so bila v znamenju elektronske muzike. Vsak petek si videl maškarado na železniški postaji, ki je šla v Celje, na partije, vsi klubi so bili polni, vsaka vas je imela svoj klub, ki je imela zvečer elektronski tehnoparti. To so bili drugi cajti. Ko se ti tega spomniš? Pismo, kako je to v bistvu veselje je bilo v bistvu to videti, ko greš ti v Amsterdam, pa imajo tam, ne vem, 200 klubov, ko greš lahko požurati, kamor hočeš, kadar hočeš, kjer dan hočeš. Pa prideš po eno majhno Slovenijo, imamo pa isto 150 klubov. In v bistvu res, kot si rekel, greš lahko, se vsedeš v avto, se peleš, greš v Škofjo Loko, pa nekam zalutaš. Boš najdel en plec, ker ali si vrtel tehno, ali si je house. Pa boš najdel Heaven. Heaven, recimo, ja, naprimer. Pomislil ne bi, kdaj človek, da greš. Ampak ja, je bilo pa kar freten to videti, v bistvu, da je pri nam takrat tisti cajti, ko sem več že malo gor živel, pa to takrat je recimo tudi že Umek, pa Kancijani sta že kar nekaj naredila. No, sploh Umek je recimo takrat že kar dvignil sceno, tudi v Sloveniji na visok nivo. Tako da se pa tudi parti so se pojačali in tudi meni je bilo lažje pa voziti, recimo jaz sem takrat tiste cajte veliko DJ-ev iz Amsterdama dol
otrokov. In to so bili tisti cajti, ki so bili DJ-ji pripravljeni, so vse z mano v avto, pripeljati se v Kranj, en teden kle v Kranju z mano biti, preživeti žurke, zebancije, čez en teden pok v avto pa nazaj gor. A si imel več eksporta ali importa? Ker se mi zdi, da po eni strani si eksportov, ne vem, Umeka si pelal v Amsterdam, si ga nekako tam pokazal v tej sceni, po drugi strani si pa marsikoga iz Amsterdama tudi, kakor pravimo, importov sem. Ne, več je bilo importa, ker v bistvu pa nam ni bilo tiste cajte, ni bilo toliko DJ-jev, da ti lahko daš roko v ogen, da ga boš pelal v Amsterdam, da šel on vrtet, pa da ne bo tam neki kvačko pa svoje bluzione, tako da ni bilo primerjave v bistvu. A se spomniš, kako sta šla z Umekom v Amsterdam oziroma na Nizozemsko? Ker vi sta šla v bistvu dva zelo različna izvajalca. Ti si bil takrat bolj ta tribal techno, on je bil bolj harš. Tist cajt, ko smo šla midva gor, jaz sem takrat gor organiziral partija, ne, in mi smo šli gor s kombijem. Se ne, imaš on z nami takrat gor? Ne. A ne, okej. V glavnem, ne spomnim se, mislim, da mi smo šli s kombijem, jaz sem imel takrat Espasa in to smo natrpali 7 folka noter na max in glava. Ampak takrat tist cajt je bil, on še recimo je bil, on je glih takrat prelamljal se v tehno počas, takrat so oni še vrteli bolj tak, kako bi rekel, malo hitrejši trends, ampak tak bolj za dušo, pa malo acida zraven, pa tako naprej. Ni bilo pa to, ne vem, čist tehno. Ker takrat si v bistvu vse skupaj lomila, in takrat sem tudi njega pa sem pelal, da sem poznal tam trgovine, poznal sem par organizatorjev partijo in so oni pa že za njega slišali in bla in pa po trgovinah, ko sem ga vozil, se je pač tako tudi spoznal s polkami in tako naprej. Tako da... V čem ste se ti mogoče tebi takrat zdela Umek pa Canziani nekaj posebenega? Kako si prepoznal en potencial, glede na to, da si vseeno v teh 30 letih dal čez en kup enih DJ-jev in si najbrž dosti hitro vedel, tole ima smisel, tole pa... Zdaj, ko smo začeli hoditi na te partije, v bistvu tudi, ko je Umek tako vrtel, pa se to, si videl, da razlika v bistvu DJ-jev, ostalih DJ-jev ali pa njega, on je pač... Drugi DJ-ji, dosti je bilo DJ-jev v Sloveniji, ki jim je bilo to tako second hand job, Par DJ je ovo, pri Umeku, pa pri Canziani je bilo pa to osredotočeno, pismo mi da grejo pa na Juriša. In Umek je recimo po naslednjih tistih 2-3 letih, ko smo mi začeli tako malo več skakati po partijih, je naredil par Oran Hitičev in je bil v roku enega leta zvezda. Zdaj meni recimo, ker nisem bil toliko domač recimo elektronske scene, meni je bilo ful zanimivo, kaj sploh pomeni hit. Ko so se pogovarjala, si rekel, hit je nekaj, kar te izstreli. Ker doskrat pač hit je tisto, kar vidiš pol na lestvicah, kar se vrti na MTV-ju, kar se vrti na radiju, ampak če si ti neka specifična elektronska glasbena zvrst, ker je tehno, najbrž ne boš tega na valu 202 poslušal, niti ne na MTV-ju. Kako pa veš, da si naredil hit? V bistvu kot prvo to, da se proda velik plat v tistih cajtih, kot drugo pa to, da skoraj kamorkoli prideš, DJ-ji vrtijo tvoj komad, tako da greš recimo v Nemčijo, greš v Francijo, greš, ne vem, bla, kamorkoli, prideš tja in slišiš svoj komad, poj veš, da je hit. Da je nekje. Potem pa začnejo se klici, če tvoji komadi se vrtijo, pa je v bistvu tudi organizatorji skozi slišajo neke komade, ki se ponavljajo, kva je to za en komad, ja, to je pa Vestax, dajmo pa še njega bukirati, če ga vsi rolajo, pa že nekje na temo. Zdaj, poleg tega, da si ti recimo skrbel za eksport, kle govoriva Umek, Canziani, pa tudi sebe, si pa veliko teh DJ-jev pripeljal. Jaz kot mulj se spomnim, da sta bila Nastić pa Miličević, to je bilo neki, tako kot Djokovic, tam nekje v tem rangu. Se ista država. To. In zdaj, ko pomislim za nazaj, pač, ko si omenjal, da to, ja, veš pa Nastića pa Miličevića, kako je bilo takrat delati prostor v Sloveniji enim takim izvajalcem iz tujine, ki si tudi vedel, da so nekaj posebenega, koliko je bilo opcij? Ker jaz mislim, da sta bila skoraj vsak vikend tukaj. Zato, ker je bilo milijon opcij, to je to, kar sem prej rekel, če imamo v Amsterdam recimo 200 klubov, mi smo imeli pa 150, in ti si lahko nekoga pripeljal in pa si pač v Maribor ga peljal, si ga peljal v Koper, si ga peljal, ne vem, v Ambasado, si ga peljal dol v Metliko in si, ne vem, najdel 7-8 bookingov kola. In ona dva sta bila sploh v bistvu sta res preklet dobro vrtela oba dva, takrat so bila skupaj.
zdaj sta malo narazen, ampak ok. A se spomniš kakšnega takega kraja, ki je bilo pa res ti zanimiv pride, da je bil majhen kraj z zanimivim klubom, ki je ful dober delal, ampak hkrati, ki si mogel Nastiča pa Miličeviča iz Beograda pripeljati v Izlake, je bilo majčkeno težko razložiti, kje si. Ali pa v Trebijo. A nima razložiti? Ja, Trebnje, recimo Afrika. Njima je bilo samo važno, da je klub tako več ali manj pa bolj je bilo presenečenje za njiju, ko sta pa šla recimo iz Beograda, tukaj ti rečeš nekje iz Lake, tam pa klub za 3000 folka, šta je ovo, brate, sem rekel, kaj ne trečemo, 3000 folka, no, se nas ni to klele, tako da, ampak, tako da sta, mislim, ona da sta obožovala, še zmeraj obožujeta Slovenijo, bila sta pa res klet, kot si rekel, inventar že skoraj na koncu. Zanimivo mi je, a se še kakšnega takega bizarnega kraja spomniš? Včeraj si mi rekel enega, ki ti ga bom pa omenil, ker sem si mislil, a se res, tam so bili tudi partiji. Simfonija je bila kje že? To so pa na koncu omenil, sem rekel, simfonija za ta lepo Italijanko, ki je tam vrtela Planina pri Uncu. Planina pri Uncu. Tam sem 4 leta organiziral partije, zato poznam kraj, pa to. Bizaren. Subar, ne, kaj je živel v Kranju? Uban. Uban v Kranju je bil tak. Malo drugačen, ja. Ja, se ne veš, kako povedati, to je bil toliko majhen plac, ampak je bilo toliko dober, da... Ampak meni je bolj fascinanten bil Baben vrt. Tenis plac. Mislim, tenis plac, bolj en kraj, ki ima 10 prebivalcev in ti si tam delal tehnopartije in imel DJ-ja na WC-ju. 4 DJ-ja na WC-ju. Kako zdaj to razložiti? Ena tujka, gošča. Kako njej razložiti, da vrti na WC-ju, je bilo tudi malo čudno, ampak pač parti bil zgore in nas je bilo toliko je bilo folka, da pa je na koncu DJ-ji so kar kaplali. In pa smo mislili, da mu lahko sam do 6, 7 zjutraj, pa da mu mogel, pač zato je tenis plac, pa ne vem kaj še vse, no pa je pa una mati rekla, da valjda nam težko padali podaljšati do 12, in pa smo kar tako naredili, da pač 4 DJ-je smo dali pa v WC dal, ker WC je bil pa ogromen. Ja, v bistvu je bil WC skoraj večji od plesišča. Ja, res, v bistvu WC je bil tako, plesišče vzgoraj za, rečemo, 150 folka, WC za 80, tako da... Pa smo pa izkoristili še en prostor, kva. Bolj mi je fascinantno, da res takrat je bilo elektronska glasba v vsako slovensko vas, ne? Tudi Baben vrt, tudi, kako smo že rekli, Planina pri Uncu. Dejansko je bila res ta scena toliko široka. Kako se pa spomniš ti te, kot sem prej rekel, maškarade, tega, da se je folk, da je bil kreativen, da so si delali svoje... Ja, top je bilo v bistvu, tako. Lepo je bilo tudi videti, ker si videl, da na tem na partiju so bili vsi pisano napravljeni, pa zato je bilo maškarada, kao bla bla bla. Ampak ogromen te obleke je folk, no babe več ali manj, tudi tipi kakšni, ampak oni so sami šivali. Tako da ona je imela vsakič drugega maše. Se pravi, da jih sam kvačkala doma ali šivala ali pletla ali kvar delala po cele dneve, ampak to je bilo tako, to je ogromno je bilo tako kreativnega, ker je folk sam sebi delal obleke, ni... Zdaj bom tebe vprašal, pa imaš kle ful prič, tako da pazi, kao še rekel, smel ti kdaj kaj tazga zanimivega na sebi? Kakšno, ne vem, zlato majico, gamaše? Ne. Božiček, ja. Ja, Božiček, to je polnočenca, ampak... Župnik? Ne, dobro, to je zapusta, ampak to je drugo. Sem pa imel enkrat, škva smo imeli, na enem festivalu je imel Rusil. In takrat sem jaz iz Amsterdama prinesel čisto z zebancijo ene 5-6 marel, ki si jih tako na glavo dal. Tako krog je bil, taka elastika, pa taka mehna marela. In smo pa nas 5 hodili z unom oranžnim marelom okoli. To je bilo edino tako, da je bilo malo ajde. Sam je bil zgovor, ki je bil držan. Ampak da pa prav tako, da bi se pa oblekel, to pa mi ni ratalo. Je res? Ja, to lahko potrdi največ gospodična tamle, ja. Si imel kakšen poseben outfit, kakšno srečno majico za rolati, da si vedel, da zdaj danes, pa nekaj nastopam, imam pa majico AC/DC? Jaz sem imel Sodom, Kreator, Razor. Metalske majice. Več ali manj metalske majice na začetku, ja, tako da... Kako pa so te drugi DJ-ji gledali z nekimi metalskimi majicami, si tam tu v backstage? Pa nisi so dosti poznali te muzike, ko v bistvu ogromno teh DJ-jev je tudi prihajali iz iste kulture, v bistvu. Ali rock, ali hard rock, ali hippie scene, ali karkoli. In so poznali recimo tudi vse, dobro, mogoče ne Razorje, pa kakšne Kreatorje, pa to, ampak
AC/DC, pa take stvari so pa vsi. Jaz mogoče zato, ker izhajam iz tega kitarskega bolj, ful spoštujem producente elektronske glasbe, ki imajo majčkeno tega know-howa, da štekajo in inštrumente in to neko rock kompozicijo. Ful se mi zdi, da je ena dodana vrednost. Ja, je sigurno, v bistvu. Imaš širši spekter sploh elektronske glasbe, v bistvu, ne, in se to bi zdaj rekel, da danes, če poslušaš mularijo, imajo zato vsi tako gledajo, ne. Zato, ker kar poznajo to, kar so na YouTubeu slišali, da en DJ vrti in sam to poslušajo in to je to, ne. Algoritem je hudič, ne? Ja, to je pa sploh zajemno sceno. Povej, kdaj pa, kako v bistvu ti delaš glasbo? Kazal si mi zdaj praviš, da pripravljaš tretji album, v bistvu najbrž imaš 500, 650 izdaj za sabo, to se pravi, a imaš kakšno rutino, kako pa kdaj se lotaš delati? V bistvu ne. Več ali manj je, mislim, zdaj, ja, rutina je takrat, recimo, ne vem, če mi on piše pa reče, da bi naredil EP za to pa to založbo, ne. Je pa res, da imam jaz doma 1100 komadov nedokončanih. In pa, ko slišim, kakšna založba je, kva imajo, pa grem malo pobrskati po teh komadih, pa nedokončam, pa jim pošljem, ne. Album se pa dela sproti, ne vem, se usedem, pa hočem nekaj narediti, da zbijala ali pa ne vem kva, pa kar padem not, pa. Ampak kaj, to pred kosilom si vzameš eno urco, pa greš malo še? Ne, pred kosilom kuham eno urco. Ne, dostikrat je tako zvečer v bistvu, ne vem, žena tako in ko gleda skozi tiste Pop TV, drugega kanala nimamo. Pa nimaš kaj delati, pa greš tja, pa. Je bolj večeren job to klikanje, ker sem razmišljal, a si lahko to, ne vem, obzjutraj se zbudiš, si narediš kavico. Ne, zjutraj vstaneš, mislim, zjutraj v bistvu greš spat, tako rekoč. Ja. Jaz sem vse komade, ki smo delali, v bistvu smo viseli pri meni v sobci, ne vem. Do jutra. Vsi so spali pri meni, ker zjutraj grejo na šihta, ne, mi smo pa tam 4 v sobci pa. Tapkali do 5, 6 zjutraj, pa, a ste normalen? Ne, nismo, pa smo šli pa spat. Eno stvar se me presenetil, ker nisem v bistvu vedel, ne. Zdaj, če ste bili velikrat na Slavetovmu nastopu, pol veste, da je Slave dostikrat za nas majčkeno starejše v ta pravemu časovnem obdobju, ne. Nisi nazaden, ampak velikrat začenjaš. Rekel si, da si najpogosteje v bistvu v vlogi warm-up DJ-ja. In warm-up DJ je, kakor jaz štekam, tisti DJ, ki začenja večer, hkrati pa za razliko od nekih rockerskih koncertov, kjer ima vsak band svojo stvar in jo zaključ, je to en večer, ki se nadaljuje. In ful zanimiv stavek, ki si mi ga rekel, je bil, največja naloga warm-up DJ-ja je, da ko jaz zaključam, je plesišče polno. Ja. Kako to? To je moj del v bistvu. Ja, ampak kako se umakniti, kako da ta ego stran, pa ne biti zdaj un DJ, ko boš dal vse hite, ko boš najbolj nabijal, kako se umakniti pa reči, vem, kakšna je moja vloga je, da ko bo prišel headliner, bo lahko takoj zaružil in bo folk zadovoljen. Ne vem, mogoče to, da dostikrat, v bistvu jaz sem to dostikrat delal na svojih partijih, pač jaz sem zmeraj predstavljal, na mojemu partiju so, vse, kaj povabim, so moji gostje. Se pravi, ne morem jaz, mislim, najbolj na živce mi gre, kako DJ-ji dajo sebe od 1 do 3. Glavno uro, on je organizator, ne. In sem pa zmeraj izdelal te warm-upe in pač se lahko furaš, da vidiš, jaz sem zmeraj mislil, pač tako sem rekel, warm-up DJ je v bistvu in zadnji in prvi. Tako rekoč, ne. Ko začneš, če nobenega ne povabiš, ne plesiš, si zajebal, zato ker on za tabo, ko pride, ima prazno in pa bo dal prvo plato in pa je folk laufa, kao zdaj pa naš DJ, ne. Samo to ni ogreta scena, tako da bi rekel, ne. Če pa ti počas, da ti folk lepo kapla, prihaja, na koncu DJ pride za tabo, meni verjem, da vsak te več ali manj objame, polham floor, good job, bla, tapkajo te. Mislim, ne rabiš dodatnega egota, po moje je to čist. Všeč mi je, da si sprejel to vlogo in videl prednosti v njej, v bistvu, ker je vse znotraj kulture nastopanja nekako želja, da si imel tega showmanshipa, da si najjači, ne, najboljši, jaz sem to naredil. Da se ti znaš umakniti, ampak mogoče ti ta vloga, kakor praviš, organizatorja, pa tega, da cel večer je v bistvu nekaj, kar sem pripravil, bila čisto zadost, da si lahko ti sam ta prve, 2-3 ure dejansko. Mislim, dostikrat je to tako, recimo, jaz sem skoraj vse te festivale po Sloveniji sem jaz delal warm-upe, ne. Vsi ti, ki so organizirali, in Umek, in Kanciani, in Shark, pa ta skupina, vsi oni, ki delajo te festivale, ki so delali mene za warm-up DJ-ja. To se pravi, ura je to od
Od 10 10 do... do... odpre, jaz začnem 15 do, malo bolj potih, 10 se odpre, počas dviguješ. Doskrat se zgodi, da pa še kar podaljšajo za pol ure, da pa je glavni, ampak ponovadi dajo kar ta glavnega že kar za mano v bistvu, ne, tako da je, jaz točno vem, kva on vrti, vem, do kam moram pelati musko, kje moram ustaviti, kje bo on nadaljeval svoj del in to je to. Ne. Moraš pa paziti, da ne daš preveč hitov, da ne daš slučajno hita glavnega... Zato pa je določajo, zato pa je recimo ne daš enega mulca, ko pa šel tja gor pa rekel, zdaj pa pokaži, kaj znaš in bo dal vse hite pred tabo in pa ti sam rečeš hvala lepa. Ne. Ali pa DJ, ki ga da pred tabo recimo, ne vem, v Španiji je bilo tako, da je tip pred mano vrtel ene 7 mojih komadov iz rolona. Pa ve, da jaz svojo musko več, manj sam mojo musko vrtim, ampak je tip se razpali. Tako da, hva ne mu rečem. Neč. Mogoče je mislil, da je to ta nek omaža, veš, jo je rekel, ja, ne vem, kaj mislil, da bom skočil na njega, pa ga začel kušvat, ka moje komade vrti. Mislim, tako malo butast, ampak... Cool, ampak mi je zanimivo to slišati, ker doskrat si niti nisem predstavljal, ja, da imaš vseeno omejenost znotraj tega, kaj lahko sploh zavrtiš. Ampak kraj... Eno predstavljaj si, da ti, ki si kitarske vode, recimo, ne vem. Ja, pride Metallica, pa pred skupina igra vse njihove komade. Ja, top. Mislim, domnevam, da si navdušen. Bojo bil, pa to je predskupina, te hočemo še, ne. Zadnji ste bili predskupina. A rajš vrtiš splat ali s playerja? Rajš splat. Kaj pa večkrat? Ja, zdaj, če štejem tista leta, pa ta leta, pa koliko je bilo partijo, pa tega, večkrat sem po mojem odvrtel na ploščah, na playerjih. Ampak zadnje čase je pa bolj player aktualen? Ali... Več manj samo playerji v bistvu, zato ker tudi stare dobre tiste podloge, ki so bile trde, kamen, betonarna, težka, ker zdaj gramofon gor je gramofon stav nizkako. Teh ni več, ne. V klubu zdaj pridejo več manj tak odrček, postavijo na eno mizo, dajo gramofone gor in pa ti prideš sem, stopaš gor, da me pozdravaš in meni vse začne skakati in zgledam kot ta zadnji DJ tam gor, ki ne zna skap, kaj se stavlja. Player ima pa svoje pač težave, ne? Najbrž si omejen. Mislim, da si rekel, da daš koliko 900 komadov vsak večer, ko greš, da si daš 900 komadov. Ne, jaz si kar imam. Pri playerju nisi omejen. Pri playerju imaš ti USB, če imaš, ne vem, 100 giga, imaš 100 giga muske. Daš vse na MP3, imaš milijon muske. Koliko si pa ti dejansko si daš omejitev teh nekih komadov, zakaj? Zato, da nimaš preveč, da te ne bega? Ne, v bistvu imam tudi, jaz imam kar po folderjih, tako ne dam, recimo, jaz imam folder take čudne imena, eden je armen, en je zelen, en je plav, en je črn, en je rdeč. Tako da vse ima svoje, armeni so taki čizizice, zeleni so že taki malo lepi, ki pojejo, kaj zapojejo, rdeč je tribal, črn je, ta plav je pa tak zblojen. Si kar vizualen tip v bistvu, zdaj, če pomislim najbrž. Ja, ko zgledajo. Ja, ja. Ker tudi za player si mi rekel, da ti je ful všeč pri playerju, da se pojavi nekaj zelenega. Ja, to je v bistvu, kad ti odvrtiš ta komada, ne? Kad si dal, tisti komad, ki si ga dal, če daš pač lepo naložiš, tisti komad, ki si ga odvrtil, ostane zelen, ni več. Da se slučajno ne zgodi, da ob 5 zjutraj rečeš, ta plata, pa ti en prije reč, ej, tole je bilo že. To se je že dogajalo, da smo eno plato 3-krat zavrteli na večer. Tebe dober komad, spil si 4-5 pirov, ena plata je super. Freddie Miller je tudi 40-krat za svoj komad, tako da ni panike. To je to, ja. Je pa res, da si omenil, pa tudi prej smo slišali, da imaš še eno, kar se tiče svojih eventov, posebnost, v bistvu mogoče celo elektronski event z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Ja, to smo bili zadnjo, smo razmišljali, ali je, ali ni. In smo iskali, če še kaj del obstaja, kot polnočenca in mislim, da ni. 31 let, to se prav to zdaj že delaš. Od leta 1994, ko je bila prva polnočenca. Povej, kakšen je koncept, kdaj se to začne, koliko vas je že bilo na polnočenci? Aha. Seveda na Slavetovi polnočenci, da se ne bomo narobe razumeli. Ja, ja. Mislim, da koncept pol poznate, ne? Ko se zaključijo cerkvene obveznosti, se začne ples. Ja, svoje cajt je bilo to zmer tako, da je zato se je rekel polnočenca, ne pač 24. obvezno, 24.12. Edino v Amsterdamu mislim, da je bilo 25. kaj ni nam neki znesel. Drugač 24.12. pa polnoči se začne, ko se cerkev zapre, pa to, ko zvoni svoje, mi
začnemo, pa je Mašo svojo. Ne. Ampak to se takrat je bilo lažje delati, zato ker včasih je bilo tako, brez problema si imel do 8-9 event in tem ben ni kaj preveč ganjal. Tam so pa več vsi klubi že ob 5-6 se že zapira vse in pa smo tudi zdaj po nočnice začeli delati recimo dol na trejnu, kaj delamo. Ne. Na bazenu smo še delali ob polnoči, ko smo imeli lahko do 7-8, ne. Kaj na trejnu recimo, ko se po 5 zapre, ga pa ob 10 že začnemo, tako da sam namo zdaj dal spreminjali imena v bistvu zaradi tega. Ne rabiš. Mislim, da ima tradicija toliko močna, pa tudi različne lokacije. Mene si presenetil, kje vse je bila polnočnica, ne? Da to ni zdaj nek kranjski event, tudi rekel si zdaj Amsterdam, kje vse je v bistvu bila. Pa kako si se odločil, kje boš kakšen let maševal? Ja. Dobro, ja. Ne vem, če smo se sploh kaj preveč odločali v bistvu. To je bilo tako, da takrat sem lahko delal, kjer sem hotel v bistvu, ker takrat je bilo, to je bilo tudi toliko znano ime, tudi Interparty organizacija je bila toliko znana, da tudi ogromno vest sem imel s tujimi DJ-ji in sem zmeraj vozil take DJ-je, da sem lahko rekel, recimo, ne vem, v Mariboru smo rekli, v pekarni smo delali, ja, komod sem se povezal z enim Mariborčanom, pa smo delali Afrika dol, smo jo delali smo v Krim Nova Gorica, ki je zdaj ima že 6. ime po moje ali karkoli. Tako da mislim, da je bila kar polnočnica je bila tako v Sloveniji na ene 15 placih saj. Kaj pa Amsterdam? Kjer let je bilo v Amsterdamu? Pa kako, da si jo dal v tujino? Druga je bila, druga ali tretja je bila polnočnica je bila, mislim, da 96. 96 je bila gor, 95, 96, da se je gor delal. Si pa drugače tudi kar precej, kar se teh turnej tiče pa nastopanja Evropo dal čez oziroma si kar precej nastopal. Bil si tudi na drugih kontinentih, kaj lahko rečeva, kar se tiče, predvsem mislim, da najlepša izkušnja ti je bila Kolumbija. Okay. Ne, najboljše meso imajo, poceni, vsa mesta so poslikana, dobesedno, grafiti so tam, to je norija, to hodiš po mestu in takole. Tam ni FC, Crvena zvezda, veš napisan, pa take stvari. To dobesedno so grafiti, bajte so grafitirane, zidovi so grafitirani, te podtuneli, ki se voziš okoli. To so prav povezave, slika v sliko, ena lepška druga in je res prav tako, pa tudi meni je bilo tako, kot šel v Srbijo pred 20 leti. Ali pa v Bosno nekam dol, čist sproščeno, vse poceni do nezavesti, folk čist normalen, vse kul. Kdaj si bil to nazadnje? 2 leti nazaj. 2 leti nazaj. Leto si tudi sicer še planiraš iti, na začetku leta si imel v planu, ampak boš šel jesen? Ja, mogo bi zdaj februarja iti 14, ampak smo prestavili na novembra. Kako pa lahko razložiš, da v bistvu to nekako vsem pride iz teh povezav spet, ne? Kolumbija, to, da si tam, je nekakšna povezava z DJ Madnessom, s katerim sta naredila nek prijateljski odnos. Kako lahko rečeš? Ja, ne, mislim, ta DJ Madness, on je v bistvu Slovenca, ne, in on je bil, te Kolumbije je dosta hardcore, pa hitra muzika, zelo se veliko poslušala, tudi pri njih je recimo tehno, ni toliko naprej, kot je pa hard trance ali pa kaj takega, ne. In ta DJ je imel, ne vem, on je vrti bolj ta hardcore, ampak je tam tega Luisa tako spoznal, ki je bil gor v Bogoti. In ta Luis pa tako, on ima pa vsako leto ima za 2 meseca, 3 meseca pride v Evropo in pa, ker milijoni evropskih DJ-jev vrti gor v Kolumbiji, ne. Oni imajo te festivale, 3-tedenske festivale, ki so zastonj in pa folk gre vzame, klej si vzameš dopust, greš gor, zdaj je lepo 25-27 stopinj in si gor, dosti poceni je, tako da lahko gor visiš in pa tako hodiš ampak pa vrtiš po klubih, ampak festivali so pa zastonj, ne. No in ta DJ je pač bil klej in ne vem, nekaj so mu zafrknali in pa je ta Madness me neklical in rekel, Slave, ab ga lahko dal vsaj toliko, da že, pa sem rekel, za te star mi kar imamo trejna, klej zdaj nekaj denarja ni, ne, zdaj on bo tam iz Češke prišel, ne pride s tem v Flixbusom, razumeš, da je pocen, pa kar bo, ne. No pa sem pa dobil v bistvu še 4 špile za enega v Zagrebu, enega v Mostarju dol, enemu kolegu, pa še enega tam en festival, festival je takrat pa izpadel, po 2 dneh so me klicali na ta festival, sem rekel, dam vam še enega Kolumbica za male pare, ne. In so rekel, ja, the best, valjda, in jaz sem pa toliko denarja tam nabil v bistvu, da je
Njim so bile male pare, Kolumbici bilo pa wow, a ne. On je pokril za 5 špilov drugih s tem, a ne. Tako da pa je bil pa en teden, v bistvu 10 dni bil z mano, ker so šla v Mostar z avtom, pa vse to so šla z avtom, a ne. Okej, sorry. So šla z avtom okoli in okoli in v bistvu so pa dobesedno 10 dni živela skupaj, tako da. Pa tudi ti, ki greš na turnejo, mislim, da nisi lih ta tip, da boš v hotelu pa razbil pohištvo, pa pač tam nekaj zganjal, dejansko ljudski človek. Všeč mi je bilo to, da si rekel, kaj želiš jesti, ko priješ nekam v eno tujo državo. Ja. Ker pač ponovadi na rajderjih ti vsi izvajalci pošiljajo zelo čudne stvari, ko o sebi radi. Ja, jaz rajderja ne morem poslati, zato ker 9 od 10 organizatorjev ne vejo, kva bi naredili z mano dobesedno. Ja, jaz ko pridem kamorkoli pridem, kjerokoli državo, a gremo na špagete, a gremo na zred, daj to imam doma ta star, kva ti je. Daj mi nekaj, kva si jedu, ko si bil majhen, ko ti mami kuhala. In poj samo si, kje ne to najdem, zdaj to ne obstaja več. Čokolešnik, Recimo, frutek, ne vem, mislim, ali ljubiš če kakšno. živ na temu, razumeš, bo pa to pelo, ampak ni. Pač dosti takih, da imajo še zmer starše žive recimo in pa ker kličejo mat, kao je mami, a ti to pa to naredila. Kle en DJ, ker hoče to jesti. V restauracijah tega ni več. A se spomniš kakšne take bizarne, ki si jo dobil, ki si rekel, aha, kje imate pa pico? Ja, recimo v Kolumbiji ti ta, kva je, ja, se pa nam spomnil, kva je zena zelenjava čudna. V glavnem, kar pri nam, recimo piščančja juha, tako tisti rezanci, pa ogromno piščanca noter, pri njih je koromač. Sam koromač pa piščanc. In pač koromač, okej, meni še nekako šlo, ne. 10 unih drugih DJ-jev, ker to smo bili s festivala DJ-ji, 10 drugih DJ-jev, ko smo jedli, kaj mami njegova skuhala, je vsi. Kao to pa ne, a ne. Slave, naslednjič bomo moj rajder gledali. Ja. Si pa v bistvu mi še eno stvar omenil, kar se tiče, zdaj, ko greva iz te tujine, seveda Kolumbija letos je v planu, tako da. Ja, definitivno, ja. Omenil si tudi Japonsko, v bistvu si tudi bil nedolgo nazaj na Japonskem, sicer turistično, ampak si tudi vrtel. Na easy. Na easy. Kako je v bistvu hoditi nazaj v neke te države, kjer imaš en kup enih ljudi, s katerimi si se srečeval? Mislim, da si mi zadnjič za eno anekdoto iz Španije povedal. Pač imaš milijone folka po vsem svetu. Ja, dosti jih v bistvu poznam, pač valjda poznaš tam ljudi. Mislim, na Japonskem tega ne pričakoval, ampak se je pa zgodilo recimo ja v Španiji, da srečaš človeka, pa ti reče, des si brat, te pa znaš, bio si prošle sedmico v Srbiji, a nekao. Sredi Španije v bistvu in pa zato tudi pozabljaš tako veliko od kje sploh koga poznaš. Faco si nekaj videl, ampak zdaj jaz si ga videl v Španiji, jaz ga videl vse na koncu to, ker plešejo okoli vsi. Da mi poveš še, a je kakšno vprašanje strani publike, a je kakšna stvar, ki jo nisva dobro povedala, oziroma a je kaj Slave zamolčal? Če bo kaj kar z dvigom roke, kar povejte. Slave, moram te vprašati, včeraj si mi tudi omenil, da je majčkeno te razočaralo vse skupaj, kar se tiče današnjih časov, kar se tiče tega, kje smo zdaj 2026. Rekel si, da se je po koroni precej spremenil, pa da so mladi v bistvu zelo dobro izkoristili to tehnologijo med korono in nekako kar ufurali svoj tehno. Ja, v bistvu, oni so glih naleteli na to mularijo, recimo tam, ki ta korona je trajala, to je v bistvu, so bili tam 16-17 in oni so poslušali to, pač kar jim je ponudil. Oni so bili že vsi v Spotifyjih, po vsemu temu in YouTubeu in na veliko, ne. In ti DJ-ji so v bistvu to izkoristili, da so začeli malo EDM, musko ozadje EDM-ja z majhnim bolj napumpanjem ritmom proizvajati, ne. In ki je bilo tako bolj EDM-jasko, so pač mularija to bolj zagrabila, ne. Ampak tle govorijo zdaj v bistvu, nek primer bo dala Michael Jackson, Billie Jean, pa čez. Pa čez nabijačina na 150 BPM-ov, do nezavesti in mularija, recimo, ne vem, zdaj se veliko se vrti tale Pump Up The Jam komada, ne. In to mularija danes misli, da je ta komad včeraj narejen, da ga je ta DJ, ki ga zdaj vrti, da ga je on včeraj naredil, razumeš. In tega zdaj je ogromno v bistvu. Ta muzika je tako, jaz bom rekel, da je tako zelo obupna. Jo ne poslušam, ne hodim več, sploh ne hodim na partije zadnje cajte, ker sam ta muzika se več manj vrti, ne.
In sploh ne greš, sploh, če vrtiš, greš na parti, če ne vrtiš, Kam greš pa sploh lahko še na parti? Ker zdaj Planina pri Uncu je zaprla, prejšnji teden simfonijo, tudi Hevna ni več, prejšnji teden, ja. Heaven je tudi pred kratkim, tako da teh Ni. milijon placov skoraj ni več, ne? Ja, mislim, ne, da jih skoraj ni več, ampak ni več. Ne, v bistvu. Vse, če pogledaš tudi Kranj, Train Station se upira dol, kar je dol, da sploh dogaja vse živo, da ponudijo vse, kar treba. Ne. V klubarju je tako malo tisti Jugoslavija gor, Jugoslavija dol, Jugoslavija levo, Jugoslavija desno, pa sem pa kakšen house party. Ne. Pa se počasi neha, ne, se glih, ko smo zadnjo malo tako pričali, ne, včasih smo imeli, ne vem, 70 klubov, 80 klubov, si lahko šel, vsak teden si se odločil, pa si nekam šel. Jaz danes, ko se pogovarjamo, vsakmu rečem, daj mi naštej 5 klubov. Trenutno v Sloveniji, kjer se, recimo, da se dogaja tudi tehno ali pa karkoli. Pa klub je, tako kot si rekel, nekaj, kar ima vsak petek pa soboto program in ni nekaj, kar lahko najameš, pa imaš Ja, cvetličarna ni klub, poroko. cvetličarno najameš in organiziraš eventa. Ne. Klubi so recimo tisti, kar je K4, kar je recimo Train Station, kar je bla bla bla. Zdaj trenutno tale, ko je, na 2 si, še 3 rabaš. saj ne vem, če pa še do 5. Maribor nima kluba, Celje nima kluba, Velenje nima več kluba, v Ljubljani štirka pa kaj ta Publika. publika. Ja. Drugo ne vem, če se še kaj dogaja, še tisto, kar so imeli tam, tisto, ki je bil kino včasih, ko so ga navičali, ko je tisti cirkus. Cirkus, ja. Še tisti pride, se odpre, pa imajo, ne vem, 7-8 eventov, to, da ti za serije tebi datume, pa zaprejo nazaj, ko zginejo. In tako da ni, ne moreš našteti 5 klubov v Sloveniji, da bi rekel prav klubi, kjer bi lahko danes sploh kaj organiziral ali pa kaj sploh kaj takega delal. Ne. Pa še ena stvar mi je bila zanimiva, ker si rekel, da nova generacija nima te plur kulture, ki je bila včasih. Definitivno jo nima. Ne. To, da, Plur kultura lahko, a veste, kaj je plur kultura? Mene je včeraj Slave razsvetlil s tem pojmom. Zdaj upam, da bom rekel pure, love, unity, respect. A sem pa zafrknil, ni pure. ni pure. Nekaj drugega je, ne? Peace, valjda. Peace, love, unity, respect. Ja. Pure. Tako da, plur kultura, ni bilo tega, ne? Ker se mi zdi, da res takrat, tudi jaz se spomnim, ko si šel v ambasado, pa je bil to tam odzuni pred, na parkingu, pač neki event prijateljevanja, en kup enih ljudi si srečal, objemanja, nekega veselja, navdušenja nad tem, kar bo. A je res to zdaj ta telefon s tem trenutkom izgubljene spontanosti zasral? Verjetno ima tudi to veze, ker so v bistvu se zdaj folk vse zmeni v 5 minutah. Ne? Pa nam je to kar trajalo. Mi smo zelo radi prišli na 2 ure prej na parking, eni gajbo pira, eni gajbo Red Bulla, eni bla 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 bla. In se pa je bilo ti združenje, sam druženje bil, sam tam je bil noro. Odprte haube, muzika se je šopala, oblačili so se v te maškare, vse kar spada zraven, razumeš, in je bilo valjda druženje z vsem, to ni bilo veze, je bilo to iz Maribora, so bili tam, so bili, slišal dobre komade, gajbo pira je imel, pa šel tja, pa se rekel, da je alahenge. Pa se zraven postavil, pa šel muziko, pa zdebatiral, pa je bilo rešeno. Ne. Pa še ena stvar mi je bila zanimiva, da v bistvu, koliko tam mali zdaj konzumirajo alkoholnih pijač in kako to vpliva na cene vstopnic. Ker mečkam sem sumil, da je to povezano, da je tukaj ena korelacija, ampak si mi sam omenil, da je kar močna. Ne? To je ogromno, to ogromno vpliva na današnje cene v bistvu. Če gledava tako, včasih se je na vratih karta prodajala, recimo, ne vem, ti poznaš ta dogajanje, Kuršlus pa te pizarije. Kuršlus recimo na vratih je bil 50 evrov, 45 evrov, pa je bilo že, koliko je karta. Ne? Pa so bili, ne vem, Richie Hot in pa imena, kar se res, da se reče. Ne. Danes je karta v predprodaji, ta prvi early bird evni, ki se začnejo, je 25. Na vhodu so že 70, 80. Ne. Prideš noter 3000 folka, ti si v 20 sekundah postrežen na šanku. Prideš na naš event, 400 ljudi, pa čakaš 20 minut na pir. Tako da je ogromna razlika. Mularija danes nič se zelo malo konzumirajo, kar se te, zelo veliko vode popijejo na WC-ji, to je resno. Tudi veliko teh partijev so začeli delati, spet tu stara neka fora, samo topla voda teče na WC-ju. Tako da mulci, A ni to nekaj bilo protizakonito? Se nismo pa sfajtali, da to je bilo to kao proti, ja, ampak
ja, očitno ni delovalo. Zdaj traja še nekaj cajta spet, da to uvedejo Pa nazaj. tudi ta moment res ni spontanosti, da doskrat DJ-ji pridejo, v bistvu si mi rekel, že s posnetim setom, ne? Da ni zdaj kle nobene improvizacije, ni prilagajanja publiki, ampak imam že vse ready. Ogromen je zdaj tega, da v bistvu on pride, on odvrti svojih 30, 40, 50 komadov, 50 je že kar veliko v bistvu, nimajo toliko cajta. Ima preštiman set in prideš tja in ga gledaš tako in vrti, tukaj je prvi komad, tukaj je drugi komad, tukaj je tretji, tukaj je četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in to je to. Ni ono, da bi on zdaj tam brskal po folderju, pa kva če bi tole dal, pa vidiš, da ne vem, danes pa malo več bab pleše, pa bom dal punc. Bom dal recimo, ne vem, kakšen tak komad, da malo bolj zazamiga zraven. Vse, če ti ženske plešejo na plesišu, ti ga je nafilal. Pa se tipi prislonijo zraven, tako da nimaš problema. Če pa 50 tipov pleše, pa težko, da je 5 bab ga je prišlo pa. Čeprav mislim, da se to tudi dan danes spreminja, ne? Da si mi rekel, pa tudi sam opažam precej fantov iz telovadnice, ki očitno nakazujejo, da so bili ravno v telovadnici med svojimi plesnimi gibi. Ne? Jaz se ne spomnim teh gibov iz partije v mladosti. Ja, so bili ampak tako. Ja, drugače je bilo, ne? Pod kotom 45 stopinj, se ti ga rekel, kao moraš plesati, tako da... To, ni bilo pa tako, da te jaz gledam med tem, kad ti napenjaš mišice, ne? Tega je zdaj kar dosti, tega je v bistvu to, zadnje, ki sem rekel, ne, tako da zadnje sem šel na en event in sem prišel tja in tako hočem iti čez gužvo, ogromen je zgoraj brez folka, tako da tudi smrdi bolj nagraženo, kot včas. Ja, če je resen. Včasih v ambasadi en majico dol vrgu, so poklical varnostnike, so ga sam ali se obleča, pa briši ven, nimaš kle kaj koštih zgoraj brez. In sem šel tako glih ob robu, smo hodili še, škoda, taj kolega kle, ki je bil pa iz mano, ne, ni, sem ga pa poklical, da še prav pogledati in tako sem šel mem in mislim, da 6 ali 7 folka bodybuilderčkov, tako, pa kao cincajo, pa tako gledajo en drugega. Sem res mene krvno, vse kul. Tako sem se prav tako za nos prijel in kao, dih, kao, dej, smrdite kle vsem brez majice, gledati se in... Ne vem, no. Možem, da sva mi da malo foškama, oba dva res velik mišic, pa da sva se zdaj spravila na... Ej, če to uspeh, pa ne krmajo res. Tako da... Je imelo pa tudi zanimivo, si mi povedal, koliko se dogaja res ta neka tudi seksualizacija samega DJ-ja kot nekega objekta. Konec koncev, včeraj si mi pokazal neko DJ-ko, ki je imela zelo malo cun na sebi, pa tudi zelo malo je DJ-jala. Čim manj, tem bolj. Oboje. In čim manj oblečena, čim manj delaš, čim lepš gledaš, to je uspeh, garantiran. Ker smo že tako daleč prišli, da res lahko z nekim naprej posnetim setom tam mečken. Ja, ona pride, ona pa žge play, ona ima 2 ure set posnet, ki je posnel, ne vem, kolega, prijatelj, kdorkoli, pač, kogarkoli je. Ona pride, pržge, da besedno play, to, kar sem prej rekel, da sem jaz včasih težil, ti sam play pritiskejo, pa nič, ne. Pritisne play in ona se videl. A nič se ne premakne, mešalka je še zmeri isto, vse knofi so isto obrnjeni, vse isto obrnjeno, ona pa nekaj vrti in se obrača proti kameram, da jo kamere snimajo. To je to. Sem se zdaj spomnil na enega DJ-ja na Exitu pred ful leti, ki je vmes hotel iti mečken med folk, in potem ni uspel pravočasno splezati nazaj na oder. In se je naredil briljanten prehod, ker njega ni bilo za mešalkam. Ne? Pa smo bili vsi, to zavrati, ti se sam delaš, da tam nekaj vrtiš. Ja, prehod si že naredil. Ja, prehod si je naredil, on se je pa ful matral, da bi prišel na oder. Že ta tretji komad se rola gorom, pa še kar dol z odra. Tako da ti je hiter jasen, da kle pa nekaj ni bilo. To je čisto to posnetek. Sam imaš tudi precej takih zanimivih zapletov. Enkrat si šel v ambasado Gavioli in si vmes ugotovil, da nimam plat. Ja, dobro, šel sem vrtet, malo smo bili veseli že prej v bistvu in čisto shičeni in potem smo tam nekje, rečemo, 50 km do ambasade opazili, da je sploh plat nisem sabo vzel. Pa smo pa sam, ne, ni bilo to, smo se obračali, pa nazaj vozili, pa ne vem, kva še vse, ker ni bilo cajta, recimo, da je bila ura že 9, malo čez, jaz pa ob 10 vrtima, ne. Sem pa kolega poklical, ki je dol delal, sem rekel, imaš ti kakšne plate, ki prav imam notor v ambasadi. Šel dol, zagrabil njegov kufer, pa so šel vrteta. Povej mi še, kar se tiče tega, zavrtel si tudi v ambasadi Gaviolija, si kdaj kakšen metal si prvoščil? Ja, sem na začetku, tako ko sem delal te warm-upe, sem si kar prvoščil v bistvu, ampak tako bolj ne splošč,
Zato, ker veš, ko daš plato gor, ne moreš pritisniti tipko, da se v enem lupu vrti, a ne, in pa kar začel žagati tam naprej, in bilo malo čudeno. Dal sem pa recimo, ne vem, Nate Gales Medals od Metallica, daš gor na player in pa ga zalupaš na enem lepemu baru, ko vsi poznajo delček melodije, ga zalupaš, ti pa naprej pojem. To se pravi, tudi Metallica je bila v ambasadi Kavioli, sem da vemo. Pa Black Sabbath tudi. No, to. Koliko si najdlje vrtel? Koliko časa lahko Slave zadrži za gramofoni, ne da bi šel spat? Rekordov je bil 17 ur. To je bilo, še danes ne vem, ali bo Mariboru, ali bilo v Izoli. Sem v Kopru, tam dol nekaj. En od teh dveh koncev je bil, zelo veselo je bilo, zelo dolgo je bilo, pa vem, da sta dve babe, punce sta ustrajale, da kam jaz nehal rolati, bo ta one dve nehale plesati. Sem rekel, no, en pa nehal rolati, ko te dve nehale plesati. No, da vidimo. In pa sta se one dve pobrale, sem sam še pritisnil. Pa zaspal na platenčku, na gramofonu. Ja, 17 ur je bilo kar prijetna zabava. Verjamem. Drugače si rekel, zdaj pripravljaš tretji album, za lastno, na lastni založbi, valjda, Ja. na Vezotonic Records. Pa včeraj si mi omenil še eno zanimivost, jaz nisem vedel. Najbrž veste, kaj je Vezotonic drink. Ja, to mene par je bilo, ja, vem, Slave zmer to, ja. Joca zbil ti, a ne? Sem te slišal. Torej, kaj je to Vezotonic drink? To je v bistvu decibiter lemona 4 decipira. Zakaj? To sem odkril, ko sem delal v bistvu še v Črnem baronu na šanku in probal sem pir z vsemu, z jagodom sokom, z bananinim sokom, vse, kar smo imeli sokove, sem probal. Takrat si pil tudi, recimo, ko je bil dizel. Je že obstajal, recimo, Coca-Cola, pivo, pa take stvari. In pa sem odkril, ne vem, najprej sem nekaj tonik, pa sem dal pa ta bitter lemon. Petarda. In pa sem na tem ostal, 10 let kasneje so pa Radler izumili. Mogel bi patentirati, vidiš. Je pa res, da lahko dejansko dobiš na uradnem računu v Sloveniji, v Kranju, napisan Vezotonic. Yep. To se pravi, če boste šli v Iriša? V Iriša naročiš Vezotonic, ti prinese, brez vprašanja, ti prinese deci bitter lemona, 4 decipira, pa račun, na katerem piše Vezotonic. A se ti kdaj zgodi, da greš tja, pa si bi kaj drugega pil? A lahko naročiš karkoli drugega? Lahko, zadnjo sem naročil, čisto so šli s kolegico, pa je ona rekla gin tonic, pa sem jaz pa isto rekel, daj še meni danes gin tonic. Šef me en cajt malo da bi ogledal, pa sem dobil gin tonic z nekim roza tonikom, z rožcem noter, jagodam. In sem rekel, ok, bom jaz kar ostal na tistem, ko pa sem zgledal res, ko ta največ gej tam, ko je prišel tist, sorry, če je to gej. Še meni pa zanimivo, ker sem pa dejansko Majdarči klical iz Trejna pred kakimi 5 leti, ker sem otežil non-stop, če lahko prosim kup ta džin. Ker ga ni imel, ne? A Pinky? Ne, običan džin. Pač ni imel džina, imel je vse žive pijače razen džina, jaz sem pa pač imel težavo, da predvsem samo to pijem. In pa me je klical in je naredil tudi pijačo gin tonic. In mi je bilo ful neroden takrat naročiti karkoli drugega. A to nice? Ja. Tako da dejansko, zato sem te vprašal, če greš kdaj v Iriša, pa naročiš karkoli drugega, pa kako se znebiš tega slabega občutka, da obstaja nekaj, kar je s tabo povezano, ampak ti boš nekaj drugega. Ja, 99% jih pijem. Mislim, pridem noter, sam reče, jaz nazaj rečem, mislim ne rečem, kažem prstam en na drugmu. Že veš. To je to. Tako da sploh nimaš cajta naročiti kaj drugega. Še ena stvar si me včeraj presenetil, da uporabljaš AI. Ja. In to si ga tudi poimenoval, imaš nek oseben odnos z njim? Mislim, prav oseben ne, ampak jaz sem pa napisal, če lahko mu dam ženski ime, da z ono mi se mora tako težko pogovarjati v bistvu. Ne? In da če dam ženski ime, pa če lahko pa je tako debatirava. Ne? Zakaj pa ne? Pa sem dal pa ime Atina, to je moja vnukinja v bistvu. Ne? Lepo. Se mi je zdelo fajn, da si v bistvu res personaliziral to izkušnjo pogovora. Ja, vnukinja zelo veliko govori, zna veliko povedati, kot AI, pa sem rekel, bi prav pasal ta ime.
Kako ti pa glede glasbe pomaga? Kaj poslužuješ? Ja. Sem vzel v bistvu za, ne vem, mogoče 2-3 komada do zdaj v live, ampak tako, da kakšen synth, iščeš nek zvok synta, ki ga doma pa iščeš tako 10 ur, dobesedno. Tam ti smo aju pa napišeš Atini, no, vnukini pa rečem, dej, a slišiš tole? En takle synth bi. In vnukinja pa je pošle tak synth in jaz pa tisti synth vzamem samo tisto noto pač, nekaj, ali ton, ali kogarkoli ton, ne? In pa iz tega naredim pač svojo melodijo, svoje vse, ampak hotel sem pa ta zvok. Mi je zanimivo, da v bistvu AI vsem lahko uporabiš kot prijatelja, ne vidiš ga kot neko grožnjo. Ne, v bistvu zdaj se že pozna, recimo, dosti teh strani, ki prodajajo muziko, ki objavljajo muziko, razen Spotifyja, ker oni so tako bla bla bla, so začeli recimo, imajo AI, ironija, ne, imajo AI, da prepozna AI, kaj je z AI-jem narejeno, in pa v bistvu AI vrže dol komade, ki so narejeni prek AI-ja. In je v bistvu Bandcamp recimo prvi začel s tem in zdaj skozi več strani dela to, ne, dobesedno, da kar je narejen z AI se prepozna, dobesedno se prepozna, hvala Bogu za enkrat še, ne, in mečejo stran to, tako da ne upoštevajo te muzike kot neke relevantne muzike. Ja, se ti lahko zgodi, da je tudi na prvem mestu lestvice, pa ne veš. Še kakšno vprašanje za Slaveta? Jaz imam v bistvu zdaj še kratka vprašanja, to bo 90. Aha, seveda. Lahko čisto malo na kratko razložiš tam proti koncu 90-ih, ki je že malo bilo, pa kaj to pomeni danes, pa kaj pomeni v primerjavi s tujino. Koliko ste kaj DJ, koliko je elektronska glasba avtorsko ščitena. Po domač povedan, ali danes dobi en vestak, lahko kaj na računsko stopu. Super, Jozo, hvala za vprašanje. Bom ga sam majčkeno še nadgradil, zato ker sem imel ta del glede plačila tudi, pa nisem vedel zdaj točno, kako ga vplesti, tako da hvala Jozo, da si spomnil. Koliko v bistvu je res glede teh avtorskih pravic to zaščiten, koliko sam dobiš? Mislim, da si omenil, da imaš podatke in za Beatport in za Spotify, tudi veš, kako je s Sazasom, z Gemo in s temi rečmi. Ja, v bistvu je pri nam je to, ta Sazas recimo, to je zelo, mislim, zelo so taki, zelo veliko denarja dajo, no, mogoče dobiš, ne vem, 2 evra na let ali pa, če se res pride na v bistvu, večini ne dobiš nič od tega Sazasa, recimo pri nam Gema, na primer, v drugi strani je pa tako, če si pri Gemi prijavljen, pa se to ti kar pošiljajo, no. Dejansko se je tebi zgodilo, da si dobil od Geme poročilo, ki ti je dal vedeti, kje si bil. Jaz sem dobil od Sazasa en denar in sem rekel, wow, Sazas se zbudil, to mi dele, ne. Pa sem v bistvu skapiral, da je v bistvu Gema poslala Sazasu, Sazas je pa meni izplačal. Gema je nemški Sazas. Nemški Sazas, ampak pri nam je pa Sazas rekel, ja, nimaš pri nam nastavljenih gor komadov in me ne poznamo, nimaš komadov objavljenih, sem rekel, se jih na Gemi tudi nimam. Pa tam na Gemi piše, ne vem, vestak v Afganistanu na nekem festivalu, da se je moj komad vrtel. Sem rekel, pa nimam nič prijavljen gor, nič, sploh ne vem, oni ne vejo, ne, kdo je Slavko Stojakovič, ne, pa oni samo vejo Vestaks, pa da je v Sloveniji, pa da je na Sazasu. Koliko pa je v bistvu, kar se Spotifyja, pa teh elektronskih, mislim, kar se tiče teh digitalnih? To je pa isto nula, to je Spotify je sploh, Spotify je zdaj tako firma, ki dela z AI orožje, zelo veliko. Poberejo, ves denar poberejo sveta, kar se tiče muzike, vsaka posluša muziko, oni pobirajo za reklame, pa za vse te ogromno denarja poberejo. Recimo dobil sem, za prejšnji mesec sem dobil to kao tisti e-mail, ne. Obračun, ja. 1100, kad se je moj komad zavrtel, pač tam so ga streamali, tam so ga streamali. Mislim, da sem dobil 27 centov, nekaj takega. Za 1100 špilov, ne, tako da. 27 centov za 1100 predvajanj. Pa zraven so napisali, ne vse enkrat, ne enkrat zapraviti, tako da. Ni, v bistvu ni tega, kar se tega tiče, se ne vem, kako je z rockerji v današnji cajtih, mislim, ne vem, za Sazas smo tako zvedali od parih tako ljudi, da določeni ljudje imajo, dobivajo denar,
Tudi če nič ne naredijo tisti let, bojo dobili oni denar. Tako da ostalo je pa, jaz kar sem dobil, sem največ dobil tisti video posnetek, ki sem ga imel, ki se je rolal pač takrat še na TV Slovenija 2, tudi čez noč se je vrtel. Na videospotnicah, ja. Ja, kaj so bile tiste video, pa kaj je že bil skoraj Ja, to je bilo od polnoči do 6 zjutraj. No, tam se recimo ta komad skoraj vsako noč se je zavrtel, ta moj video, ne? In sem dobil od Sazasa takrat recimo vsak mesec 127 evrov za ta video. To je bilo pa tudi vse. To se pravi, dejansko so večkrat te avtorske pravice ščitene, ampak najbrž samo za tiste, ki se bodo pretirano izpostavljali oziroma pojavljali. Če boš imel po 10.000 predvajanj nekje, oziroma če se ti bo vsako noč vrtel spot, boš najbrž dobil tudi nekaj denarja. Ja. Saj zato so tudi uvedeli, saj tudi pri nam, tudi če pogledaš zdaj tele radiji, v bistvu to je ena in ista muzika skozi, kamor kjerkoli radija prešaltaš. Je pa res, da jaz mislim, da je Joco to vprašanje kle zelo na mesto, kar se tiče tega, da marsikdo od glasbenikov trenutno, kar se Slovenije tiče, jaz mislim, da živi od avtorskih pravic. Znotraj te neke rock glasbe, kitarske glasbe, tudi pop glasbe, jaz mislim, da večina teh izvajalcev, ko gledaš njihov letni zaslužek, je več kot 50% avtorske pravice. Ja, kakšen Jan Plestinjak definitivno. Ma tudi vse, kar slišiš na valu 202. Jaz mislim, da je tukaj glede Sazasa, da se je zgodila ena sprememba v zadnjih 10, če ne tam nekaj kakšnih letih več, da so dejansko začeli precej bolj ščititi širok spekter izvajalcev. Tako da jaz mislim, da tukaj na tem področju je elektronska glasba še, tako kot je bila vedno glede avtorskih pravic, na zelo tankem ledu. In vprašanje, kaj se da naredi. Zanimivo, recimo, da sem več dobil od Sazasa, takrat, ko so bile še plate pa to, ko se je manj vrtel po razno raznih radijih okoli in okoli naša muzika, recimo, kaj imaš te oddaje, recimo, ne vem, pa un ima svojo oddajo, pa zavrti tvoja 2 komada, pa un ima svojo oddajo, pa tvoja 2 komada da gor, ne. Včasih tega skoraj ni bilo. Pa sem še zmer dobil, recimo, ne vem, nekih 27 evrov od Sazasa. S partijo, ker v bistvu vsak parti plača, ti če delaš parti, boš plačal zame, ker jaz vrtim na temu partiju in ti boš rekel, ne vem, 200 honorar je 500 evrov, boš mogel zame, boš mogel plačati, ne vem, 45 evrov. No, jaz tega ne dobim nič. Ja, to je ta problem. Ti plačaš njim za moje pravice, jaz pa tega nič dobim. In pa ti računajo za nekega, ne vem, ti daš recimo, sem se enkrat smejal za Richie Hottina, recimo, to je eno od takih velikih imen, ne, 20.000 evrov je bil njegov nastop, Sazas je hotel 2.400 evrov, pa že 3krat je bil odklejan, pa 3krat so že plačali Sazasu za ta denar in pa smo, čez koliko ga poznali, smo pa z njemu se pogovarjali, smo vprašali, ste kaj dobil iz Slovenije, kakšen denar, prav ne vem kol. In to je pri Sazasu, recimo, kar se tiče pri nam, ga ni partija, ni lukne, kjer Sazas ne bi računal avtorske pravice, mislim pa, da kar se pa tiče izplačevanja, je pa zelo oskogledan. Sploh kar se elektronske glasbe tiče, ja. Domnevam, da še ni predstavljeno. Za rockersko muziko, ne vem, mogoče tamle človek, ki tudi v bendu špila, pa vse lahko vam pove tudi kaj, ja, ne. Ampak... Hvala drugače, Joco, za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Slave, jaz imam te kratke, ki bojo zahtevale po moje hiter odgovor. Kaj ti je bolj domače, Slave ali Vestax? Bolj domače? Ja. Pismo, za Slave. Ker? To večkrat slišiš najbrž. Ja, pa na večjih koncih. Ok. Za kateri komad ti je žal, da ga nisi ti naredil? Pismo. A smo to kaj omenili, pa sem jaz pozabil? Ne. To so te tricky questions. Lahko rečeš tudi Nothing Else Matters, ker oni dobijo kar nekaj od avtorskih. Recimo, no. Recimo. Kaj največkrat zavrtiš v setu? Kjer komad je tisti, da se ti največkrat ponovi? Pismo zelo malo ponavljam teh komadov. Ja, kaj največkrat zavrtim? Ben Sims. Od Ben Simsa komade. Komu bi izpolnil glasbeno željo? Skoraj vsak. V katerem klubu bi želel vrteti? Mogoče zdaj ta trenutek Amnezija Ibiza. S kom bi organiziral festival? Z Gumijo.
Katera je bila zadnja knjiga, ki si jo prebral? V knjižnici. Pojma nimam. Kle sem dober najdel, res pa knjiga, to je pa... Zagor. Zagor, super. Zagor, ja, bral sem to z vnukom, pojma nimam, ko se imenuje, nič. Še 3 mesece nazaj sem jo bral, ni bila pravljica, nekaj drugega je bilo, nekaj so imeli za domač branje, ne vem, ni bilo glih pravljica, ampak... Ok, evo, boš... Prebral sem, obnovo so delala, pa nimam pojma, kva. Tako da... Bosta doma ponovila, lej, takoj, ko priješ domov, reč, kaj že to, kar se spomnim, je bil Zagor. Kateri inštrument bi se rad naučil igrati? Klavir. O, zakaj? Kaj ti je to klavir? Iz njega lahko narediš vse. In še zadnje, kakšen sendvič imaš najraje? S pršutom. S pršutom. Bravo. Bravo, Slave. A še kakšno vprašanje strani publike? Aha, izvoli. Da gremo. 6-7. A veš zakaj? To se mi je prav zanimivo, koliko je to ratalo popularno. Moram priznati, da danes zjutraj sem imel eno dogodek pred osnovnošolci in ko sem rekel 6-7, sem videl, kakšno navdušenje to povzroči. Tako da bova Slave za konc rekla. Mi daš podnapise? Ti sam reč 6-7, pa vmes takole narediš. Ok. In glej, kakšen šok se zgodi na drugi strani. Ok. A vidiš? To je to. Slave, hvala za konc, pa lahko samo še rečeva, kje in kdaj? 14.2. V 14.2. ja, zdaj in za romantične duše in za une, ki imajo radi tako pust, pa ti pismo. Praznike? Praznike, ja. Bomo delali v Trejnu dol, v bistvu tako smo se spomnili dogodek, ker je glih pust pa Valentinovo skupaj, bomo dali DJ-ja pa DJ-ko, da vrtita en proti drugmu versus kao. Kao on predstavlja pust, ona predstavlja romantiko Valentinove, tako da... To se pravi 4 DJ-ji in 4 DJ-ke, med DJ-ji je seveda tudi Vestax. Tako. Tako. In vabljeni, če ne veste, kje boste preživeli Valentinovo in pust, ker je v bistvu isti večer, lahko to naredite na Trejnu, pa še Slave ta vidite zraven. Slave, hvala ti za danes, za tale pogovor in za vse, kar smo izvedeli. Hvala vam za vprašanja in pozornost. Hvala. 6-7.